Pozdravljeni, dragi Igraj se z manovci, dobrodošli na našem že 17. mednarodnem festivalu Igraj se z mano, ki bo potekal tudi v virtualni obliki. Moje ime je Tina in tudi letos vas bom vodila skozi zanimive, zabavne in poučne nastope. Veseli nas, da lahko z virtualnim festivalom omogočimo sodelovanje še več udeležencev, ki nas ne morete obiskati v živo na Kongresnem trgu. Spremljajte naš YouTube kanal ter socialna omrežja pod imenom Igraj se z mano in uživajte v nastopih. Hej hoj, zajtrkuj z menoj. Haha, ne. Jaz sem moj zajtrk že zdavnaj pojedla. To je naslov naslednjega nastopa. Upam pa, da ste svoj zajtrk pojedli tudi vi, dragi moji gledalci, pred ekrani. V posnetku pa si skupaj oglejmo, kako se učenci 2. in 3. razreda osnovne šole Log Dragomer učijo o pomenu zdravega zajtrka. Učenje so povezali s petjem in risanjem nam vse, kar so se naučili, tudi predstavili. Za zajtrk zmeraj zdravo jemo, saj otroci dobro vemo. Po zajtrku gre vse na bolje in tako si dobre volje. Hej, hoj, zajtrkuj z menoj. Psiček Piki, zajček Mini, veste, kaj so vitamini? Tudi ona na zajtrk jesta, saj kot vi že dobro veste. Po zajtrku gre vse na bolje in tako si dobre volje. Hej, hoj, zajtrkuj z menoj. Zato nikoli ne pozabi tvoj trebušček zajtrk rabi. Da imel boš energije za vse otroške vrabolije. Hej, hoj, tudi ti zajtrkuj z menoj. Ne poznava zajtrka brez kruha in marmelade. Pesmica v kruhu, mamica bi kruhek pekla, toda moke ni. Teci, mlinu, reci, žita naj zdrobi. Rad bi zlato mleti, žito mlinček ropota. Teci, ni mi reci, naj pšenice da. Dala njiva bi pšenico, toda zrela ni. Teci, soncu, reci, naj opozori. Sonce žito pozorilo, mlinček ga drobi. Oj, že kruhek, dobri kruhek, iz peči diši. Anja, Štefan, marmelada, 3 sladke, mehke hruškice, 3 hruškice dišeče. Je již poblizel culico in zdaj domov jo vleče. Čez kamenčke, čez vejice in čez poliče mlado, doma razvezel culico in najde marmelado. Za zajtrk obožujem med, tako kot medvedji obožujejo med. Pomet. Na voziček prazen lonec so medvedki naložili in potem kot blist k čebelnjaku so hranili. Se s čebelami menili in kopčijo so sklenili. Segli si v roke, lonec medom napolnili. S polnim loncem na vozičku hitro so domov krenili. No in kaj doma, sladkim medom se gostili. Za zajtrk rad jem sadje. Anja, Štefan, hruške. Hruške so zrele, hruške debele, ena čez drugo brenčijo čebele. Hruške so zrele, medved jih trese, malo poje in ostale odnese. Hruške za srne, hruške za ptice, glejte, še ježek nastavlja podice. Meljejo hruške sladke navedene, dokler na hruški ni več nobene. Konec gostijo, o ne, pomota, tamle med travo pred polžev se mota. Zanje se drobna hruška izkrila, nič ne moti, da čisto je bila. Včasih si za zajtrk privoščim krov. K mizi sede stari grof, naroči si masten krov.
Knjiži sede še grofica, nikna bolj diši potica. Gleda, gleda, stari grof, šmintir majhen ta moj grof. Proti bi se še potica, če se ne bi bal grofice. Zajtrk si kdaj privoščim kolaček, Anja Štefan kolački. Pecimo, pravijo mačke, mešajo njihove tačke, mesijo, slastne kolačke, nosijo jih na pekačke. Srkajo, čajček tišeči, v kotu nad mizo prižgajo sveči. Že rumeni v kolačke v peči, mu se pa porundajo pesem od sreči. Juhu, na vrsti je Pika Nogavička. Vsi vemo, da je Pika Nogavička najmočnejša deklica na svetu. Skrivnost, da obstaja tako močna, pa se skriva tudi v zdravi prehrani in gibanju. Več o tem pa nam bo zaupala kar sama. Pa poglejmo. Živjo, jaz sem Teja, medicinska sestra. Tole je konček Ferdinand. Živjo, jaz pa sem Pika Nogavička in tole je moj prijatelj, opica Ficko. In midva zelo rada raziskujeva in počneva norčije. Ja. Pika Nogavička, kaj vidiš? Vidim ogromno listja, medicinska sestra Teja. Vidim veje in pa drobne živali. Ficko, daj poglej še ti. Vidim zelenje. Vidim tebe. Kaj pa je tole? Medicinska sestra Teja. Kaj je Pika Nogavička? Nekdo nas gleda. Poglej. Ja, pa res je nekdo na tisti strani. Kdo je to? Ja, Pika Nogavička, to so otroci. Jih vidiš? Otroci! Pa res! In čisto pravi so. Vidim jih. Jaz pa imam eno idejo. Povej, Pika Nogavička. Moj očka veliko potuje po morju Ja? in nazadnje, ko je prišel domov, mi je prinesel skrinjico. Skrinjico, a tako z zakladom. Ja, in veš, kaj na njej piše? Kaj? Pikini zakladi zdravja. Daj, pokaži otrokom to skrinjico. Prosim, Pika Nogavička. Tudi jaz mislim, da jim bo zelo zabavna. Čisto lahka je. Nihče se ne oglaša. A vas zanima, kaj je notri? Poglejmo. Poglej, kaj je notri. O, kako lepo. Wow. Ampak jaz pa vem, kaj mi je želel sporočiti očka, ko mi je dal tole slikico v skrinjico. Veš kaj? Jaz mislim, da mi je hotel povedati, da moram iti pravočasno spat. Ja, Pika Nogavička, to je zelo, zelo pomembno, da dovolj spimo. Res je. O, ja. Kaj pa je še notri? Še so slikice. Še ena je. Na njej je fantek, ki se umiva. O, to pa jaz obvladam, veš. Vsak dan si umijem celo telo, ampak še posebej večkrat na dan pa si umijem roke in pa umijem zobke. Pa ne samo jaz, ampak tudi konček Ferdinand. Poglej, kako lepe in čiste zobke ima. Takole si jih umiva. Čisto vsak zob umije, nobenega ne izpusti, zato
da noben ne bo gnili. Takole. O, kako paše. Še z notranje strani. Takole. Ja, pa še ploskvice umijem. O, takole, ja, še pri spodnjih. Čiste zobke imam, vidiš? Wow, kar svetijo se. Odlično, konjiček. Bravo. Ficko, poglej, kaj se še skriva tukaj notri v skrinjici. Njami. Hrana, ki jo imam najraje. Ja. Otroci, a vi morda veste, da sem jaz najmočnejša deklica na svetu? Poglejte moje mišice. In za mišice moraš veliko jesti. Jaz imam zelo rada kruh, pa testenine, pa krompir. Ja, pa mesek tudi. Obožujem pa tudi zelenjavo in sadje. Ja, za žejo pijem največ vodo. In pa da rastejo mišice, je potrebno tudi gibati. To mi gre pa najbolje. Zelo rada plezam tudi po drevesih. Ups, starši, saj niste tega slišali, kaj ne? Ja. Še ena slikica je. Kako lepo. Poglej, medicinska sestra Teja. Kako lepo. Ja, pomagati je lepo, res. Pomagati moramo drug drugemu. Ja, tudi to je za zdrave zelo pomembno. Še pisemce je. Pisemce. Ja. To me pa zanima. Moj očka mi je napisal še pisemce. Piše pa takole. Draga moja Pika, zato, da boš ostala zdrava in najmočnejša deklica na svetu, moraš upoštevati naslednja pravila. Zvečer pojdi pravočasno v posteljo in ne glej preveč risank. Bolje je, če prebereš kakšno pravljico ali pa poglej samo eno, največ 2 risanki. Drugo pomembno pravilo. Vsak dan si umij celo telo, lase si lahko umiješ enkrat tedensko. Večkrat na dan pa si umivaj roke in ne pozabi na svoje zobke vsako jutro in vsak večer. Tretje pravilo. Jej zdravo prehrano in za svoje mišice poskrbi tako, da se tudi gibaš popolnoma vsak dan. Pri tem pa pazi na varnost in pomagaj tudi drugim, ko se znajdejo v težavah. Saj veš, zdravje je naše največje bogastvo in je vredno več, kakor vsi zlatniki na celem svetu. Bodi pridna in zdrava, kmalu se spet vidiva. Lepo te pozdravljam, tvoj ati. To pa je lepo, Pika Nogavička. Lepo pismo si dobila. Res. Ja. Pa hvala, ker si ga delila z nami. Z veseljem. Z veseljem. Ampak, a misliš, da bodo vsi ti nasveti prišli prav? Kaj tudi našim otrokom? Ste slišali, otroci, kaj moramo delati, da bomo zdravi? Prosim, ubogajte in upoštevajte, kar je rekla Pika Nogavička. Ona živi, saj zato pa je Pika Nogavička najmočnejša deklica na svetu. Kaj ne? Ja. Bodite zdravi, pridni in se kmalu kaj vidimo. Adijo! Sedaj se še z eno skupino otrok iz vrtca Dornava selimo v gozd med živali, ki skozi prepir spoznajo pravi pomen prijateljstva. Lisica, volk in medved so bili dobri prijatelji, skupaj so se
Otroci iz vrtca Otona Župančiča iz enote Čuri Muri se vam bodo predstavili s plesom na ljudsko pesem Sonce sije dežek in na travniku zaplesali z metlami iz naravnega materiala. Sedaj pa bo na naš virtualni oder stopila gospa iz Doma upokojencev Idrija ter nam prebrala pesem Povest o dušah, katero je napisal Tone Pavček. Prisluhnimo ji. Tone Pavček, Povest o dušah. Kadar kdo zavriska, tak prešerno, tak veselo, mi je žal srca, ki jutri tiho bo trpelo. Kadar mlada duša ponevedoma zasveti, mi hudo je, ker te sreče se ne da dojeti. Če pa mlada duša hodi žalostna po cesti, mi tesno je, kot da njene jaz sem kriv bolesti. Saj takrat občutim, da te roke niso same, saj se zdi, kot tuji znanec bi trpel izame. Glej, tako je z nami. Glej, tako bolest gre iz duše. Pa smo vsi tako brezskrbni in brezbrižni za trpeče duše. Letos imamo pa veliko folklornih nastopov. Na vrsti je skupina Cicibani iz vrtca Studenci Maribor, enote Istokova. Predstavili se nam bodo s kratkim folklornim programom. Zapeli bodo pesmico Izidor Očice paso in Jaz imam pa gostice ter zaplesali na glasbo Katarina Barbara. Uživajte v ogledu. Lepo pozdravljeni, mi smo Cicibani in vam bomo nekaj predstavili, bomo peli in plesali, uživajte. Izidor Očice pasel. Goslice,